Matej, žive. Zdravo. Pogovarjamo se o akciji Postanite zdravi in mladi s kavčkom, v kateri v kavčku obljubljamo oziroma povemo, da je v 2 mesecih tega individualiziranega programa zdravega načina življenja z eno optimalno kombinacijo zdrave prehrane in zdravega gibanja možno doseči katerikoli cilj si je posameznik zadal. Kaj dejansko je možno doseči v 2 mesecih enega zdravega načina prehrane in na splošno življenje? Kakšno spremembo, tako psihično kot fizično? Spremembe so lahko zelo velike, seveda pa to odvisno od odločitve posameznika. Brez spremembe življenjskega sloga tudi rezultati na koncu niso vidni. Se pravi, ljudje živimo življenjski slog, to je naš vzorec, in če ta vzorec dneva spremenimo, si lahko obetamo spremembe. Seveda, če so te spremembe vzorca v pravo smer, ker če bomo pili slabe stvari, jedli slabo hrano, nikakor ne moramo pričakovati, da bomo dosegli svoj cilj. Če pa te vzorce spremenimo, dodamo zraven še nekaj gibanja, pa lahko naredimo zelo veliko zase. Če spremljamo praktično katerikoli strokovnjaka, bo rekel, že v 21 dneh se lahko naredijo velike spremembe, seveda pa treba vztrajati pri odločitvi. In eden od pomembnih dejavnikov bo tudi ta, da bomo spodbujali osebe, ki bodo izbrane, da bodo pri tem dejansko vztrajali z vso podporo, zato bomo cilje tudi zastavljali tako, da ne bodo previsoki. Če pa konkretno odgovorim na vprašanje, če oseba želi izgubiti v tem času 5–6 kg, je to popolnoma mogoče na zdrav način, ne na radikalen način, na škodo zdravja. In gotovo bo eden od glavnih vidikov v tej akciji, vsaj z moje strani, spodbujanje ljudi k spremembi življenjskega sloga v smislu zdravja, dobrega počutja pa zadovoljstva. Ali to pomeni, da če bo denimo eden izmed izbrancev pristopil k tebi in Karlu z nekim ciljem, za katerega boš ti ocenil, da je nerealno visok v tako kratkem času, da nimo želimo izgubiti 15 kg v enem mesecu, je potem sklepati iz tega, kar si rekel, da boš svetoval, da ta cilj ni pravi. Absolutno. Temeljno načelo bo smer zdravja, dobrega počutja in glede na izkušnje, ki jih imamo, zagotovo ne bomo tukaj si postavljali previsokih ciljev. Mnogo lepši občutek je, če si postavimo malo manjši cilj, pa ga presežemo. Tako da bomo posameznike gotovo tudi seznanili z tem, kaj je zdravo, kaj je dobro, kaj je v posameznem primeru dejansko dobro za to osebo, ki se bo odločila sprejeti tak izziv. Gotovo je pa to eden super stvar, če jo gledam tudi z osebnega vidika. Tudi sam sem 2 leti nazaj sprejel izziv in odločitev in lahko rečem, da sem samo hvaležen za sam sebi in pa tudi situaciji, ker je moje življenje boljše. Hvala.